Tako kot obljubljeno, se pa zdaj res premikamo na Ljubljansko barje, ki predstavlja sicer mozaično pokrajino travnikov, njiv, mejic in vodotokov. Barjanski mozaik skriva v svojem naročju številne zaklade, ki jih bomo danes odkrili, vsaj nekatere od njih, no nekateri pa so sicer opazni tudi na prvi pogled, kot na primer pestrost živega sveta, spet drugi pa zahtevajo od nas več pozornosti in razumevanja. To je ohranjanje kulturne dediščine Kolišč, barja kot naravne čistilne naprave in seveda kot vira pitne vode. O vsem tem se bo Rok pogovarjal z Mašo Bratina, naravovarstveno svetovalko javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. Lep pozdrav z Ljubljanskega barja, tukaj ob meni Maša Bratina, naravovarstvena svetovalka javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. Maša, prav lepo pozdravljena spet v našo družbo, je na takole deževno jutro sva se tukaj zbrala v Ljubljanskem barju. Kaj vse si bova danes ogledala? Govorila bova, čeprav vem, o 7 zakladih, ki jih Ljubljansko barje ponuja. Tako je, res. Mogoče na en tak deževen dan, kot je danes, zgleda to ena taka precej dolgočasna in nezanimiva pokrajina. Večina ljudi verjetno sliši za Ljubljansko barje, kadar so poplave. In res je, voda je tisti glavni element Ljubljanskega barja, tako da ta dež je čisto pravi element. Voda se nahaja v različnih nadstropjih, ga imamo celo več, o tem bova mogoče kasneje, ampak vsi zakladi so povezani z vodo. No ja, in danes bi lahko rekli, da danes Ljubljansko barje poplavlja ali ne? Malo se že začenja, bomo pa videli, kako bo zdaj z deževjem, se bo nadaljevalo ali ne. Če se bo nadaljevalo, lahko pride do tistih klasičnih poplav, če pa ne, potem se bo pa voda umaknila. Tukaj zdaj sva na križišču različnih vodotokov. Mava tukaj letale kanal na najni, tukaj pred nama, na drugi strani za kamero, še ena hudourniška voda, hudourniški potok. Poleg tega pa pod nama tečejo tudi cevi z vodarne. Torej so tukaj res na nekakšnem vodnem križišču, kaj ne? Tako je, res je. Tako, kot imate v Ljubljani tromostovje, imamo tukaj trovodovje, bi se lahko rekli. Pod celotno površino Ljubljanskega barja se nahaja podzemna voda, ki se tudi črpa ponekod kot vir pitne vode, in tukaj v najni bližini pod tem nasipom, pod to makadamsko cesto, so cevi z vodarne Brest, ki vodijo direktno proti Ljubljani. Potem tale kanal, ki se tukaj vidi pred nama, pa je v bistvu prav tako podzemna voda, ki pa prihaja iz naravnega izvira, Barjanskega okna, imenuje se Jevšnik, po jevšah, ki rastejo ob izviru. In potem na drugi strani makadamskega nasipa oziroma ceste pa je, kot si omenil, hudourniška voda, reka Iška, ki pa ima povsem drugačen značaj, zelo hitro spreminja vodostaj, lahko skladno s padavinami, če naraščajo. Si bova tudi tole Iško ogledala. Precej zanimivo mi je tudi to, da je različna višina, različen nivel vode. Zakaj pa prihaja do tega? Zato, ker kot vemo, reka Iška izvira tukaj v temle hribovju Krimskem za nami, in to je zelo različna nadmorska višina, več 100 metrov do 600 metrov se v bistvu spušča, in ko se hitro spušča v Iškem Vintgarju, pridobiva zelo hitro višino in tudi velike količine vode lahko naenkrat pridejo sem in se precej hitreje dvignejo kot recimo že omenjeni Jevšnik, ki prihaja iz podzemne vode. Dobro, si bova morda kar tole Iško še ogledala, in tudi tukaj vidite v ozadju razgled na Ljubljansko barje, v ozadju tudi nekatere kmetije, vasice. Kaj vse se vidi tukaj, da rečemo, pa kateri hribi, griči? Ja, če imamo malo domišljije, ki jo danes rabimo, je tukaj tale centralni grič Krim, Krimsko hribovje, in potem, če gremo malo bolj desno, se pa tamle v daljavi skriva grič Svete Ane, ki mu pravimo tudi naravni razgledni stolp nad Ljubljanskim barjem. Če želite dobiti to ptičjo perspektivo, pogled na ta barjanski mozaik travnikov, mejic in vodotokov, potem je v bistvu to pravi
prava lokacija. Danes seveda od razgleda ne bi bilo kaj dosti, ampak vseeno, ko bo pa kakšen lep dan, se pa le odpravite tudi tja. No, midva z Mašo pa se bova odpravila še malce po Barju, sedaj greva še na drugo stran si ogledati še hudourniško vodo. Takole, Maša, ti kar predajam mikrofon. Ja. Tukaj se vidi tudi precej hitreje teče tale voda, ne? Iz kje pa pride? Torej iz Iškega Vintgarja tale voda, če sem si prav zapomnil. Iz Iškega Vintgarja, v bistvu višje gor Vidovska planota se imenuje, te višji predeli, iz katerih izvira. Pravimo pa, da je to reka treh obrazov. Zato, ker prvi del je v tem hudourniškem, v tem Iškem Vintgarju, ki je višji, tam ima zelo veliko moč in hitrost. Drugi del je na Vršaju. Vršaj je v bistvu območje, kjer je reka nanesla ogromno prudnikov, do 100 metrov globine. Tretji del je pa ta, ki ga v bistvu mi vidimo zdaj, je pa zadnji na Barju, kjer se reka v bistvu najbolj umiri in potem počasi izteka proti Ljubljanici. No, danes bova govorila tudi o pomenu voda, o teh zakladih. Eden izmed zakladov je tudi pitna voda, nad katero smo pa tudi sedaj lahko rečeva, kajti tukaj so cevi. Odkot prihaja ta voda in kako sploh pridemo do nje? Ja, v bistvu je to povezan s takimi rekami, kot je reka Iška, plodonosne reke. V bistvu pod temi vršaji takih rek, kot je recimo Iška, Borovniščica, se nahajajo neke zaloge, bi lahko rekli, pitne vode, ki se potem črpajo v vodarnah, kot je Brest, Borovnica, Brezova Noga v občini Škofljica, recimo. Te zaloge pitne vode so v bistvu shranjene kar precej globoko, tako da tudi neka onesnaženja recimo ne morejo hitro priti do tja, zaradi tudi neprepustnih plasti oziroma razmeroma slabo prepustnih plasti gline, recimo, ki so vmes med temi prodi. Tako da je to res kar pomembno za nas in smo veseli, da imamo to tukaj. No, čeprav vem pa prav iz te vodarne Brest del vode tudi pride v Ljubljano, kaj ne? Tako je. To ni samo voda za občino Ig, ampak tudi kar precejšen del Ljubljančanov pije to vodo. Tako da mislim, da tudi če ste Ljubljančani, ki prihajate na Barje sem, si lahko v bistvu zavedate, da je to tudi del vaših zakladov. No, teh zakladov je pa kar nekaj, ni samo pitna voda, kar 7 jih imate in tudi upodobljeni so, lahko rečemo, v vaši maskoti, v sedmeroglavem zmaju. No, kateri so pa še drugi zakladi, ki jih Ljubljansko Barje razdaja, lahko rečemo? Mogoče najpogosteje ljudje slišijo, da je Ljubljansko Barje tudi krajinski park zaradi pestrosti živega sveta, različnih rastlinskih in živalskih vrst, se pravi biotska pestrost je vsekakor eden od zakladov. Razlog za to je seveda tudi so različni življenjski prostori, ki smo jih lahko videli tudi prej, te pogojujejo tako pestrost. Drug zaklad, ki je mogoče manj viden, ampak je vseeno zelo pomemben, je bogata kulturna dediščina. Zelo kompleksna sestava tal na Barju in pa vlaga v tleh ohranja več tisočletne ostanke kulturne dediščine. UNESCO kolišča imamo tukaj v bližini na Igu, ki skupaj z ostalimi kolišči okoli Alp v Avstriji, Italiji, Franciji, Švici v bistvu predstavljajo skupinsko nominacijo, na katero smo zelo ponosni. To sta mogoče dva najbolj znana zaklada. Pitna voda je recimo tretji zaklad, ki sva ga že prej omenila, je pa pomemben zaklad tudi vir hrane. Ljubljansko Barje je kmetijska krajina v glavnem, tukaj se že od nekdaj prideluje hrana. Danes večinoma tukaj vidimo koruzne njive, v preteklosti pa so kmetje tukaj gojili številne druge kulturne rastline, tudi kot je recimo lan, ajda in tako naprej. Zdaj, če se pa še malo bolj poglobimo v kompleksno sestavo tal in voda, pa ugotovimo, da Ljubljansko Barje deluje kot neka naravna čistilna naprava.
zaradi čote v tleh, ki je nekakšen filter, in barjanskih rastlin, ki biološko tudi čistijo nečistoče, in hkrati naravna hladilna naprava. Zato, ker vlaga v tleh, hladi ozračje. Če se peljemo iz Ljubljane v srednji del Barja, sigurno stopinjo do 2 hladneje lahko opazujemo, kako padajo. Ne? Pravi, neka taka naravna klima, lahko rečemo. Tako. Je tudi tukaj potem v poletnih mesecih kakšno stopinjo hladneje kot v Ljubljani? Sigurno. Aha. Sigurno. Zelo zanimivo. Tamle pa vidim, da imamo tudi 2 tabli. Tako je. Se tukaj v bistvu začne tudi ta učna pot ali sva vanjo že vkorakala? V bistvu če sva Ja, na Barju je zgleda vseeno malce hujše vreme kot tukaj v Ljubljani, zato upamo, da se bo Rokov signal kaj kmalu popravil. A še pred tem skočimo na kratko v oglase, pa se bomo na to spet vrnili. Ampak ne, slišim, da je Rok že pravzaprav nazaj, tako da brez skrbi preverimo, kakšno je torej res stanje na terenu. Kot vemo, ko je bil Gruberjev kanal narejen, izkopan v Ljubljani, je nivo vode padel za 1 meter in to je bil pogoj, da so lahko začeli tukaj tudi kmetovati. Ampak dejstvo pa je, da kljub vsem izsuševalnim delom, ki so bila narejena tukaj na Ljubljanskem Barju, je tu še vseeno poplavna ravnica. In tukaj je ena taka poplavna karta, kjer vidimo, da je obseg pogostih poplav, če pogledava tukaj, kjer je Krogec, se midva zdajle nahajava, vsako leto poplave v bistvu zajamejo ta del tukaj v Lipah, kjer je največja depresija na Barju poleg Bevk. Tukaj je vedno, ko so poplave, voda. Kaj pa to pomeni za okoliške hiše, kmetije? Ja, ljudje tukaj so že kar nekako, kako bi rekli, tisti, ki živijo na Barju, opremljeni škornji, živino premaknejo na višji nivo, recimo nekako živijo s tem. Včasih tudi, ko so ekstremne razmere, recimo obseg občasnih poplav, vidimo, takrat so pa vode kar precej višje, pa lahko pridejo tudi do hiš. Takrat je pa to lahko kar problematično, recimo tale fotografija tukaj je iz leta 2010, ko vidimo, da je bila ta cesta v Črni vasi v bistvu zalita z vodo in tudi voda je prišla do hiš. Kaj pa je to pomeni recimo za pridelke? A že gojijo tukaj takšne pridelke, ki se ne uničijo recimo zaradi poplav? Prav zaradi tega, ker so tukaj vsako leto poplave, je najprimernejša kulturna rastlina za gojenje. So tiste, ki so višje kot 1 meter in to je recimo koruza. Eden od razlogov, zakaj je to koruze na Barju, je to, ker v bistvu sorazmerno dobro prenaša poplave, potem so tu še sončnice recimo, industrijska konoplja, to so vse te višje vrste kulturnih rastlin. Maša, najlepša hvala zaenkrat za ta pojasnila. Še veliko vprašanj imam pripravljenih zate o vodah, o Barju in vseh zakladih. Za trenutek pa si oddahnimo in iz tegale barjanskega razgleda skočimo v oglase. En lep deževni pozdrav spet iz Ljubljanskega Barja. Ja, kakor pravijo, ni slabega vremena, so samo slaba oblačila, tako da midva z Mašo Bratina, naravovarstveno svetovalko na javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko Barje, sva dobro oblečena, danes pa govoriva o vseh zakladih, ki jih Ljubljansko Barje ponuja, seveda vsem, ki ga obiskujejo, vsem, ki tu živijo in vsem v okolici. Maša, lepo pozdravljena spet nazaj. Tukaj pa sva pred tablo, ki ponazarja pot Barjanskega okna, hkrati pa kaže tudi, kje so vse ostale učne poti. Ja, tukaj se tudi stikajo skoraj 3 poti. Zdaj, če pogledamo tukaj, ker je tale rdeč krogec, se nahajava midva, se pravi stičišče poti ob reki Iški in pa pot Barjanska okna. Če bi se pa sprehodila po makadamski cesti tukaj ob reki Iški malo naprej, nekaj 100 metrov, bi pa prišla še do tematske poti Koščeve poti, ki ima tudi zelo zanimivo ptičjo opazovalnico. Tukaj na tej tabli je tudi kar veliko živali narisanih. Kaj vse prebiva tukaj v Ljubljanskem Barju? Vidim, je to štorklja, zajec, srna, lisica. Ja, Ljubljansko Barje je zelo znano in zelo prijazno nekako do ptic.
Ptice tukaj le najdejo kar nekaj hrane. Najbolj opazne so mogoče te večje vrste, kot so recimo čaplje, tako bele kot sive. Še posebej v času poplav je število predvsem teh vodnih ptic večje in bolj opazno. Zelo veliko je tudi srnjadi, zato ker je veliko hrane na njivah, recimo zajci, lisice, kot ste tudi rekli. Travniki so pa življenjski prostor tudi številnih manjših živali, kot so recimo metulji, ki jih lahko opazujemo predvsem bolj poletnih časih. Potem je tudi zelo pomemben dom za dvoživke. Kot vemo, so nekoč Ljubljančanom rekli žabarji, potem le ljubljanskem morostu. In tukaj niso samo žabe, oziroma tako imenovane brezrepe dvoživke, imamo tudi tiste z repi, kot so recimo pupki. Tako da pestrost vrst je tukaj sigurno velika, samo vzeti si moramo čas in pa v manjših skupinah, ko gremo bolj, ko smo tiho, več vrst bomo opazili. No, tudi prav na tej tabli je trenutno našel dom en takle majhen polžek, ki se sedaj prav počasi premika čez tole poučno tablo, tako da tudi njemu je tale tabla še kako prav prišla. Pa bi lahko rekli, da obiskovalci Ljubljanskega barja znajo ceniti vso to pestrost živalskih, rastlinskih vrst in seveda vse te zaklade, ki nam jih Ljubljansko barje ponuja. Ja, hvala za to vprašanje. Zdaj, predvsem v teh časih, je Ljubljansko barje, ki je park na robu mesta, še precej bolj obiskan. In tukaj bi nekako pozvala vse obiskovalce, da nekako se vedejo tako kot v hribih. Da ko pridejo sem, v bistvu ne puščajo nič za sabo, odnesejo sabo smeti. Kar nekaj jeznih pisem, klicev dobivamo od obiskovalcev, ki jih motijo kupi smeti, na katere naletijo. To ni nek zabaviščni park, to je pač narava. Nenazadnje so tukaj tudi njive, ki so privatna lastnina, prav zato smo v parku uredili tematske poti, ki so namenjene javnosti. Upoštevajte pač, obiskujte te javne poti in odnesite tisto, kar ne paše sem s sabo domov. Ja, kajti nenazadnje smo tudi mi odgovorni, da pustimo naravo takšno, kakršno smo vanj dobili, ali pa morda še celo lepšo tudi. Tukaj vas moram pohvaliti, da ste nek svoj delež danes že naredili, ko sva že našla kar nekaj smeti tukaj ob stičišču cest, verjetno jih je tukaj vseeno zaradi ravno tega stičišča kar precej. Dobro, Maša, malce še morda o barjanskih oknih, šla si jih bova tudi ogledati v drugem bloku, morda samo en tak kratek uvod, da naši gledalci ne bodo hodili predaleč. Ja. Barjanska okna so pravzaprav en fenomen naravni, katerega smo tudi mi na parku relativno pozno spoznali. Dr. Mihael Brenčič, hidrogeolog, nas je opozoril nanj. Domačini starejši seveda ta pojav poznajo. Gre za naravni izvir podzemne vode, ki se nekako prihaja na površje na meji med vršajem in pa barjem, med tema različnima strukturama tal, o čemer bomo več mogoče res ob samih oknih. Ker gre za tako zanimiv in nenavaden pojav, smo se odločili, da ga predstavimo širši javnosti tudi na eni tematski poti, na kateri, v bistvu izhodišče, katere se pa nahajava midva zdajle tukaj. Drugo izhodišče je pa v Podkraju, kjer prav tako lahko pridete potem do razglednega podesta, kjer se pa potem nahajate tik ob izvirih. Midva pa, kot smo omenila, sva tukaj sedaj. In se bova odpravila torej do razglednega podesta, celotna pot je pa približno kilometer in pol dolga. Do podesta pa slab kilometer. Dobro, no, da se morda malce nazaj navežem spet na to kulturno dediščino, ki jo imamo tukaj. Omenili smo mostiščarje, kar nekaj se je ohranilo ravno zaradi tal, kot se je omenila. No, kako pa je danes poskrbljeno za to, kaj se je že izkopalo, je še vedno možnost, da je kaj neraziskanega, so morda tudi dela še v teku, kako je s tem? Ja, seveda. Na Ljubljanskem barju je bilo odkritih že preko 40 kolišč.
Najbolj zanimiva za interpretacijo in predstavitev so tista na Igu, prav zato so bila tudi uvrščena na UNESCO seznam. Seveda pa je neodkritih kolišč sigurno še veliko in prav zato vsakič, ko čistijo te večje izsuševalne kanale, morajo prej priti pogledati arheologi, da če se slučajno kaj najde, se to ustrezno potem tudi interpretira. Kaj se pa potem naredi s temi kolišči sploh? Recimo, da se jih odkrije, kako se jih potem, kaj res storiti? Jih pustiti tam, jih restaurirati, jih predstaviti javnosti? Kakšen je proces glede tega? Ja, prvotno, v bistvu dobrih 140 let je Dragutin Dežman prvi raziskoval kolišča na Ljubljanskem barju. Takrat so se zelo velike površine izkopavale in tudi izkopavale so se v najdbe, ki so se našle od kolov do keramike. Danes pa v bistvu se to ne dela več na ta način, gre bolj za neinvazivne metode, ker se manjši del, recimo manjše sonde izkopljajo, pogleda, kaj je notri, potem pa v bistvu se zasuje nazaj. Zdaj za obiskovalce pa se skupaj z Inštitutom za arheologijo na ZRC SAZU in Geografskim inštitutom Antona Melika pripravljamo v občini Ig, ki je glavni partner projekta Na kolih interpretacijski center, ki je posvečen koliščarjem in pa biodiverziteti na Ljubljanskem barju. Poleg centra bo urejena tudi povezovalna pot in pa koliščarska vas na terenu. Se pravi, ta koliščarska vas se bo nekako rekonstruirala. Ja, tako, da bojo obiskovalci dobili občutek, kako je bilo nekoč, ko je bilo tukaj jezero in so živeli koliščari. Ja. Več o tem si lahko preberete, morda tudi v romanu Bobri. Dobro opiše nekako življenje tukaj pred 1000 let in seveda tudi nekaj lahko rečemo, nekaj zanimivih zgodb v romanu, tako da definitivno literatura, ki jo lahko priporočam. Dobro, zdaj pa preden greva, se odpraviva na barjanska okna, pa se morda za konec dotakniva še rastlinskega sveta. Torej, kar nekaj zanimivih rastlin tukaj raste, pa bi morda izpostavila vsaj nekaj tistih najbolj znanih. Ja, mogoče najbolj zanimiv pogled na barje ali pa največkrat objavljene fotografije so travniki z močirskim tulipanom. To je zdaj sicer že za nami. Kakšen teden nazaj smo lahko občudovali te vijolične preproge cvetočih močirskih tulipanov, ki v bistvu cvetijo predvsem na mokrotnih travnikih, ki pa najhitreje izginjajo na Ljubljanskem barju, ker iz ekonomskega vidika nekako niso nekaj profitabilni, iz vidika pestrosti vrst in pa te tipičnih barjanskih tal in teh ekosistemskih storitev oziroma zakladov, ki smo jih prej omenjali, so pa zelo pomembni. Maša, najlepša hvala zaenkrat za ta pojasnila. Prav kmalu se spet, čez pol ure se spet vrneva pa iz barjanskih oken, da opiševa še to posebnost Ljubljanskega barja, seveda pa se bova spet za konec dotaknila še teh zakladov in kako neprecenljivo Ljubljansko barje je za okolico. Tako toliko zaenkrat, sedaj pa kratek oglasni blok in se gledamo spet kmalu. Lep pozdrav, spet smo nazaj tukaj na deževnem Ljubljanskem barju, ob meni Maša Bratina, naravovarstvena svetovalka na javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje. Maša, pozdravljena spet nazaj, tukaj so se sedaj prestavila ob pot barjanskih oken in tukaj za nama sta celo 2 barjanski okni. Kaj več o tem in seveda o sami poti in o ploščadi, na kateri sva trenutno na razglednem podestu, pa kar predajam tebi besedo, da nam poveš kaj več. Izvoli. Mogoče še preden se približava sami barjanskih oknom, se mi zdi, da bi bilo zanimivo povedati, kaj to sploh je. Barjanska okna so pravzaprav eni taki naravni izviri podzemne vode, ki pride na površje na stiku vršaja in pa barja. Se pravi, 2 različnih struktur tal. Če se spomnite prej, ko smo se nahajali ob reki Iški, smo omenili, da je to hudourniška reka, ki je prinesla na območje
tukaj nekako vdiga do Podkraja, kjer se nahajava v eni taki pahlačasti obliki ogromne količine proda. In ta del, ki nekako seže do sem, se imenuje vršaj. In vršaj je sestavljen iz večinoma proda in pa peska, nekako sestava je tako popolnoma drugačna kot pa na Barju, kjer je pa sestava tal iz črnice, te značilne črne zemlje, potem malo nižje, če gremo šote, ki so delno prepereli ostanki barjanskih rastlin, in če gremo še plast niže, pridemo do gline oziroma polžarice, ki je pa ostanek jezerskega dna. No in tudi prerez teh dveh vrst, se pravi, dveh vrst prerezov lahko vidimo tukaj na strani, se pravi, na tej strani je prerez vršaja in na levi. Tukaj imamo pa prerez barjanskih tal. In zdaj, če si predstavljamo, ko teče podzemna voda skozi vršaj, teče zelo hitro, ker so te prostorčki med prodniki relativno veliki. Ko pa naleti na te plasti barjanskih tal, kjer imamo tudi to slabo prepustno plast gline za vodo, se pa začne ustvarjati spodaj pritisk. In tam, kjer so plasti gline bolj plitke, tam začne pritisk spodkopavati to glino in potem v bistvu nastane ena luknja in ta luknja, skozi katero pride podzemna voda na površje, se pa imenuje barjansko okno. Se pravi, na stiku dveh različnih tal in zaradi pritiska voda torej pride na plano, in tukaj za nama sta dve takšni okni, kjer je kar nekaj vode že prišlo na dan. Tukaj na teh tablah tudi je vse malce opisano, se pravi, kako zadeva funkcionira. Jaz bom stopil sedaj za kamero, predajam ti mikrofon, morda da še pobliže si pogledava sestavi prerez tal. Tako. Mogoče, če boste prišli sem, si boste lahko gledali tudi table, kjer so lepe ilustracije tega, kar sva pravkar povedala. Mogoče si ljudje lažje predstavljamo, če kaj pogledamo. Nekaj je z besedo, nekaj je pa sliko. Predstavljen je tudi sam vršaj. Iški vršaj, ki smo ga omenili. Hidrogeologi so na obrobju Iškega vršaja odkrili okrog 50 teh barjanskih oken, to so te rdeči krogci, ki jih vidimo, in ugotovili so, da večinoma se ta barjanska okna pojavljajo takole v skupinah. Recimo ta strahomirska okna, ki so za nami, so v skupini kar večjih oken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oken je tukaj, ob podestu pa lahko opazujemo 2. Morda še ena zgodba, strahomirska okna. Zakaj strahomirska okna? Ja, zanimivo je, da ko smo začeli delati to pot, so bili domačini v tej najbližji vasici Podkraj kar malo jezni, zakaj se imenujejo ta okna strahomirska, če je pa vendar tukaj vas Podkraj. Razlog je seveda zato, ker so lastniki teh parcel tukaj doma iz Strahomirja. Ledinska imena namreč na Barju velikokrat prihajajo od lastnikov parcel, od tod tudi strahomirski Moroz. In seveda smo ohranili to tradicijo in pustili imena takšna, kot so. Pa čeprav domačinom tukaj ni bilo kaj pogodo, a ne? So potem tudi sprejeli to. Malo smo se nasmejali, pa je bilo. Aha, tukaj je tudi predstavljeno samo delovanje. Tukaj vidimo, da nekako ob izvirih vidimo, kako na površje prihaja voda, in ko prihaja na površje, tudi spira tale zanimiv profil barjanskih tal in prinaša najlažje dele tega profila na površje. Prinaša zdrobljene koščke polžkov iz polžarice tele gline in najlažje dele iz šote, to so pa kakšni taki leseni rjavi delčki, ki jih bomo pa videli, če se sprehodiva tam do samega balkončka ob oknih. Zdaj, pogled tamle pokaže, da nekaj prihaja na plan. Imamo sicer mehurčke od zgoraj in od spodaj, ampak te mehurčki od spodaj nosijo sabo bele delčke, kot rečeno so to zdrobljeni koščki polžjih hišic iz gline, polžarice. Rjavi delčki so pa delčki iz šote, se pravi iz teh ostankov delno preperelih barjanskih rastlin in pa lesnih delčkov. To je to, kar se vidi spodaj. Ta barjanska okna so bila pa včasih tudi
No, še vedno so precej nevarne tudi, ne? Ja, lahko bi rekli, da je to kar podobno kakšnemu živemu blatu. Tako da zato je tudi taka zelo konkretna ograja tukajle, ki smo jo še dodatno na robovih dodali, ker so ljudje kljub temu, da piše, da se zadržujemo le na podestu, šli naokrog. Barjanska okna nimajo nekih trdnih bregov in če pademo notri, se nimamo kam zaprijeti, ne. Šota je zelo taka mehka plast, glina pa prav tako, tako da le upoštevajte navodilo in se držite razglednega podesta, čisto lepo se vidi pojaviti tukaj, a ne. Pa se bolje vidi, ko je vode manj ali zdaj, ko je res kar precej, se upravičujem? V bistvu vidljivost se vidi ne glede na vodostaj. Voda sicer niha, ne, odvisno od padavin tudi, vidi se pa seveda bolje takrat, ko ni padavina, ne, zato ker se dejansko bolj vidi ti mehurčki od spodaj. Koliko oken, to sva prej omenila, koliko je vseh oken tukaj? 51 jih je na Ljubljanskem barju, največje se pa nahaja na vršaju reke Borovniščice, to je pa v bistvu v bližini kraja Pako pri Borovnici. In včasih, preden se pravi, se je barje spremenilo, so bila pa ta okna še večja, kaj ne? Tako je, podobno so bila eni takim malim jezercem, mogoče kdor pozna na Pohorju, Lovrenška jezera, tako nekako so izgledala, ampak z izsuševanjem Ljubljanskega barja so se ta barjanska okna zmanjšala, veliko se jih je presušilo in tista, ki so ostala, so bila tako zaraščena, da večina ljudi sploh za njih ni vedela, razen starejših domačinov in pa hidrogeologov, ki so tudi nas opozorili na njih. Se je pa podoba Ljubljanskega barja skozi zgodovino tudi spreminjala, že po roknih so torej omenila, da so bila včasih precej večja, kot so sedaj. Kaj se je še spremenilo s samim izsuševanjem barja? Ja, Ljubljansko barje je druga najbolj spremenjena pokrajina v celi Sloveniji, predvsem zaradi zelo goste mreže izsuševalnih kanalov, ki je okrog 5000 kilometrov dolga. Hkrati pa so zaradi šotne industrije znižali površino v povprečju za 2 metra, ne? Ko so rezali šoto in jo prodajali kot gorivo, v bistvu večina ljudi, domačinov se je takrat kar preusmerila iz kmetovanja na rezanje šote in dejansko se je razvila neka šotna industrija, ki je popolnoma spremenila podobo pokrajine, ki je bila prej nekako tako izbočena, danes je to bolj ubočena in tudi zato se poplavne vode tukaj zadržujejo zdaj dlje. Šoto so torej prodajali kot nekakšno gorivo, ne? Poleg tega pa so kopali tudi glino. Ja, tudi glino na obrobjih, znani so recimo ribniki v Dragi, kjer so bile opekarne, znane so vrhniške opekarne, vrhniški ribniki, a ne. Popotresna Ljubljana je velike količine opeke dobivala prav iz Vrhnike, recimo, a ne. Tako da se je res podoba barja spremenila, no poleg vsega izkopavanja pa tudi vsi ti kanali, ki so namenjeni predvsem kmetijstvu, kaj ne? Ja, zato, da se poplavne vode hitreje odcedijo, odtečejo, vsaka njiva, vsak travnik, vsaka cesta ima svoj kanal, a ne? Tako pravzaprav veš, da si na barju. Maša, najlepša hvala za enkrat za ta pojasnila, prav kmalu se spet vrneva še na zadnji blok tukaj z Ljubljanskega barja, do takrat pa ja, skočite na hitro na kratek oddih, takole prav kmalu pa se z Mašo spet vrneva. Lep pozdrav, že smo iz oglasnega bloka, midva z Mašo pa sva se prestavila semle, zgleda nekaj kot 4 v vrsto, ne vem, kaj točno je, ampak zgleda tak poučen 4 v vrsto. Ja, res je, tukaj smo se odločili, da nam malo bolj zabaven način predstavimo še tukaj nekaj podobnega, o čemer sva govorila prej, o teh velikih spremembah, ki so se dogajale na Ljubljanskem barju, če gledamo sestavo tal. In tukaj vidimo, kako recimo sestava tal na Ljubljanskem barju izgleda danes. Se pravi, recimo zgoraj imamo neko poljščino, večinoma koruza, potem tale plast črnice, te značilne črne zemlje, plast šote, ki prehaja v plast gline, ki jo imenujemo tudi polžarica zaradi ostankov teh polžjih hišic in potem nekaj podobnega pesku. Ampak seveda to vedno ni bilo tako na Ljubljanskem barju. Če pogledamo pred velikimi izsuševalnimi deli, je Ljubljansko barje bilo visoko
globoko barje. Kaj to pomeni? Da so bile tukaj zelo globoke plasti šote, od 2 do 6 metrov globoke, in tam so uspevale zelo specifične vrste rastlin, kot so šotni mahovi, mesojede rosike. Na nekaterih delih je bilo pa nizko barje, kar pomeni, da je bila plast šote nekoliko nižja. Ni bila tako globoka, recimo samo takole, če ponazorimo, 2 kvadratka šote, nekoliko nižja. In tudi vrste so bile druge. Tukaj so recimo divje orhideje uspevale, munci, ogromno različnih vrst šašev. Danes na Ljubljanskem barju prej omenjenega visokega barja ni več, so samo ostanki visokega barja, kjer lahko še najdemo recimo te značilno mesojedo rosiko in šotne mahove. Nizko barje pa je samo še v občini Škofljica. Tako da so to res, bi bolj rekli, nekje osameli ostanki. En tak paradoks, Ljubljansko barje, kjer skoraj ni več barja. Ni več barja. Je pa šota vseeno nekakšen pričevalec zgodovine, lahko rečemo, se pravi, skozi plasti šote lahko ugotovimo, katere rastlinske in živalske vrste so tu živeli. Tako je, iz pelodnega diagrama nam lahko biologi preberejo, katere rastlinske vrste so več tisoč let nazaj bile prisotne, celo kakšno je bilo ozračje v tistem času, lahko povejo. Res zanimivo. Torej je Ljubljansko barje, lahko rečemo, tudi poligon za številne raziskovalce, ne samo tako za biologe, za zgodovinarje in za vse ostale raziskovalce. Torej, se pravi, to je nizko barje, ki ga imamo danes samo še v ostankih, lahko rečemo, da pa spet ponazorimo, kakšna je sestava Ljubljanskega barja danes. Takole spodaj pesek. Kar se pa vode tiče, šota zelo dobro vpija vodo, kaj ne? Tako je, ja. Mogoče poznate šota tablete, ki hitro vpija vodo. Tudi v vrtnarstvu se je veliko uporabljala, se uporablja. Vsem pa moram povedati, da šote na Ljubljanskem barju se ne sme kopati. To je pravzaprav prepovedano, kar precej strogo. In zato, ker jo je seveda zelo malo, velik del je bil zaradi šotne industrije, kot rečeno, izkopan, ponekod teh plasti sploh ni več. In ker je to res veliko bogastvo, tako naravno kot kulturno, ga dajmo ohraniti še naprej. Še vprašanje, torej, če šota dobro vpija vodo, so potem spodnje plasti prereza tal bolj suhe? To je pa čisto odvisno od nivoja tal, kako je. Šotne plasti, v bistvu spodnje plasti je odvisno, kakšna je tale polžarica, koliko vode vpije. Polžarica slabše vpija vodo, jo pa bolj zadržuje. Zato so tudi, recimo, se lahko najdbe kulturne dolgo ohranile, ker kisik ne more priti zraven. Če je to prežeto z vodo, v bistvu lahko tukaj več tisoč let stari ostanki koliščarskih naselij. Najstarejše leseno kolo 5200 let, ki je bilo najdeno prav na barju, se je prav zaradi te kompleksne strukture tal ohranila. No, pa da vzamemo zdaj spet primer barjanskega okna, v bližini katerih se nahajava. Torej, ko prihaja voda na plano, torej prinese seboj tudi polžke, to so tisti beli koščki, vendar so tukaj že bolj razdrobljeni. Tako je, ja. Pa tudi iz šote pa ostanke lesa. Tako je, ja, najlažji delčki so verjetno kakšen zdrobljen les. Dobro, tukaj imamo zdaj sicer še nek rastlinski in živalski svet, si ga v bistvu nekako lahko bolj ogledamo. Ja, predstavili smo vrste, ki so zvezane na vodo. Ljubljansko barje je znano predvsem po tistih vrstah, ki so odvisne od vode. To so že omenjene dvoživke, to so recimo pupka. Potem so recimo vrste, to so repate dvoživke, potem so brez repe dvoživke, to so recimo jajčeca od hribskega urha. To je tale žabica tukaj spodaj. Potem so tudi številne vrste metuljev vezane na mokrotne travnike, kot je recimo barjanski okarček, ki ga lahko vidimo tukaj le spodaj. Pomembna pa je voda tudi za kačje pastirje, ki pa najdejo svoj življenjski prostor predvsem v izsuševalnih kanalih. In zato v bistvu je tudi zelo pomembno, na kakšen način se vzdržujejo ti kanali, da se ohrani ta vrsta. Tudi vrste pa se verjetno v barju kar spreminjajo, glede na to, da se samo barje tudi spreminja, kaj ne? Ja, res je.
v bistvu človek, to je kulturna krajina, je Ljubljansko barje in človek v bistvu soustvarja to pokrajino in od nas je odvisno, kakšna bo ta pestrost in koliko bo to območje nekako še nam omogočalo večjo kvaliteto bivanja. No, še čisto za konec, tukaj pa so tole letni časi, a ne? Ja, tako je, res je. Tukaj smo hoteli predstaviti, kako se Ljubljansko barje spreminja skozi 4-letne čase. Rastje in vrste se spreminjajo, pa mogoče se lahko ti preizkusiš. Glede na to, kakšno vreme je trenutno, bi lahko rekli, da tudi nekaj takega ne bi bilo nič narobe. To je klasično aprilsko vreme v zadnjem letu, ampak šalo na stran, dajmo res probati. Mogoče tole izgleda, tole bi jaz rekel, da je pomlad. Ne, to je poletje že. Tako je, res je. Polovica poletja imaš zdaj, še spodnje dva. Aha, še spodnje dva. Aha, to je pomlad. Evo poletje. Kako se lepo cveti. Zdaj pa da vidim. To je po nivo podzemne vode. Poletje je najnižji, če ti malo pomagam. Tako je pravilno. Takole. Ja, se pravi vidimo, ne? Poletje sonce močno sije, tukaj ni veliko sence, kadar pridete poletje, morate biti zaščiteni za sonce, da vam ne bo prevroče. Bozak zacveti, kosec pride, ptica selivka z značilnim nenavadnim oglašanjem in ogromno metuljev lahko opazujemo tukaj. Ne? Nivo podzemne vode pa je najnižji, a ne v tem času. Maša, najlepša hvala danes za tvojo družbo, da si nas popeljala čez tale barjanski svet. Res smo se kar veliko novega naučili. Še naprej ti želim veliko uspešnega dela in seveda vse dobro v prihodnje. Hvala. Tako, toliko zaenkrat z Ljubljanskega barja. Upam, da ste se tudi vi nekaj naučili. Sedaj pa skočite na hitro v oglase, midva z Mašo pa greva na toplo in suho. Se gledamo.